Lahko si lahko, ja. Gospod Vank, kaj se je zgodilo pravzaprav? Kakšne podatke imate do zdaj? Danes v popoldanskih urah smo bili zopet soočeni z tragičnim dogodkom, v katerem je izgubil življenje policist policijske prometne Koper, 43-letni sodelavec za življenje 46-letnega policista, ki se v bolnišnici še borijo, prav tako je v kritičnem stanju zdravnik, na katerega je storilec streljal. Vse podrobnosti seveda v tem trenutku še niso znane, kateri ogled in zbiranje obvestil še poteka. Prvi podatki, Po do sedaj zbranih podatkih pa je ugotovljeno, da je okoli 15. ure 70-letni moški vstopil v prostore bolnišnice, brez opozorila pričel streljati na zdravnika, ki je poskušal po prvi strelju pobegniti, vendar je storilec dohitel in izstrelil še nekaj strelov. V tistem trenutku se je na kraju nahajal tudi policist, ki je bil v bolnišnici popolnoma v drugi zadevi, ni bil poslan na kraj in dvigoval je poškodben list. In ko je storilec zagledal tega policista na hodniku, je tudi van izstrelil nekaj nabojev. Policist je obležal, storilec je zapustil bolnišnico. Takrat so že na policijo prispeli prvi klici o streljanju v bolnici. Policisti, ki so prvi prihiteli na kraj, so v blokadi ustavili storilca. Pri tem je storilec tudi na njih izstrelil več strelov, zadev policista v prsni koš. Ta policist je po sedaj zbranih podatkih tudi izstrelil nekaj strelov, na kar so prispeli še drugi policisti, ki so prav tako odgovorili z ognjem, kajti storilec je nadaljeval s streljanjem. Bo pa obdukcija in pa ugotovitev ogleda pokazala, ali se je storilec potem v vozilu sodil sam ali je podlegel zaradi poškodb iz strelov, ki so jih izstrelili policisti. Lahko po tej dinamiki dogodkov rečete, da je prišel z naklepom ravno tega zdravnika, očividci pravijo, torej ubiti ravno tega zdravnika, očividci pravijo, da je iskal ravno njega. Poleg tega meril je zelo natančno za nekega laika, težko rečemo, da bi tako direktno meril. Gre res za, bom rekla, policista, nekdanjega policista oziroma policista v rezervi? No, te podatke še preverjamo. Če je bil v rezervnem sestavu, je bil dolga leta nazaj, kajti pred cirka 10 leti je že bil obravnavan za kaznivo dejanje, pri katerem je tudi bilo uporabljeno orožje in zagotovo v tistem momentu ni bil v rezervnem sestavu. Glede na usposobljenost pa težko govorimo, sedanje ugotovitve kažejo na to, da je šlo za bližinske strele, ker je nekaj posebna usposobljenost ni potrebna. Kakšno kaznivo dejanje je bil obravnavan? Določen zdaj so že arhivirane, po teh podatkih pa za kaznivo dejanje ropa. Torej, niste odgovorili, naklep je bil ali je to bilo slučajno je šel zdravnik mimo? Je iskal ravno tega zdravnika ali ne? No, obvestila še zbirajo. Z očividci smo se pogovarjali in se pogovarjamo. Gotovo pa je z tem naklepom prišel v bolnišnico, saj je bil prihod oborožen. Kakšno je pa zdravstveno stanje zdravnika? Zdravstveno stanje zdravnika in ranjenega policista je še vedno kritično. Oba sta bila večkrat izstreljena? Oba izstreljena večkrat. Ste še vedno na operacijah? Operativni posegi so bili že opravljeni in se sedaj nahajata na oddelku za intenzivno nego. Boste še vi, gospod? To so bili vaši sodelavci? Nikoli si ne bi želel, da sem mogel doživeti tudi to, da je policist umrl v tako tragičnih dogodkih. Namreč ni prvi primer v Sloveniji, zadnje čase teh primerov vedno več in vedno pogosteje se srečujemo z ljudmi, ki očitno imajo določene zdravstvene podobne težave, ko potem svojo agresijo usmerijo tudi proti našim policistom. Menite, da gre za psihičnega bolnika? Tega ne morem potrditi, to bo potrdila nadaljnja preiskava. Rekli ste, obravnavali ste ga, potrjujete, da je rop nekje pošte tu na obali, ne? Tako kot je rekel generalni direktor, bil je predhodno že obravnavan. Kaj še lahko poveste? On je doma iz Svetega Antona? Kje točno živi storilec, še ne vem, ker to še zadeva je v fazi preiskave, ogled še trenutno poteka in
več podatkov bo znanih, ko bo preiskava zaključena. Ni bil nihče drug poškodovan okoli, pacienti, kdorkoli, nič, niti ošvrtnjen ali kakorkoli? Seveda obstajala je velika nevarnost, namreč bili so tudi drugi bolniki oziroma pacienti v tej bolnici, pa tudi zaposleni, po trenutno znanih podatkih so poškodovani oziroma pokojni preminul, nažalost, naš policist, eden hudo telesno poškodovan, storilec je tudi podlegel in seveda kritično stanje tudi zdravnik. Torej, streljal je mirjeno, ni streljal okoli, odprt ogenj, bi se reklo? Preiskava še poteka, v glavnem izstreljenih je bilo večje število nabojev. Koliko? Ne vem, v tem trenutku, kot sem že večkrat povedal, preiskava še poteka, vleče poteka. Kako je z nošenjem orožja v Sloveniji v bistvu? Očitno lahko kar vsak že skoraj. Je imel dovoljenje? No, o tem smo govorili že večkrat. Ja, no, dajte še enkrat, ne sej. Jasno je zakonsko urejeno, kdo lahko nosi pod kakšnimi pogoji, seveda pa ob vseh teh pogojih. Nadzor zagotovo je pa nemogoče, da na trgu ne bi obstajalo v posesti nelegalno orožje in vse kaže, da tudi v tem primeru šlo za to. Ste se pogovarjali z direktorjem bolnišnice? Ne, z direktorjem, to se bodo pogovarjali kolegi. Nekaj ste šli v bolnišnico, ste kaj naredili? Ne, pogovarjal sem se z našimi kolegi. Hvala lepa. Hvala.